Zelo na velik tekem sem šel, ker sem se šel sam razteč. Enostavno uživati, da zadeva ne bi bila prelahka, ne. Sem bil 14 dni prej na 100 miljah Vipave, na katerih sem si na 60 km zvil gleženj in prišel do konca. Jaz sem nekje v 3 letih prišel do take preobremenitve, da so mi slikali vse. In srce in pljuča, jaz sem dejansko dihal samo na eno pljučo. 50 nasmejanih staršev in otrok, meni je to pomenilo zelo veliko. Prav, veš kaj, za 4 ure ti meni štartino prodal, bom jaz rikverc prelaufal, ne? Veš, pa sem te pa malo zamislil, ne? Poglej, dobrodošli, draga publika, spet smo skupaj. Ja, maj je tukaj, se vem, nimate čisto občutka, ja, kot da bi bil še april, a ne, vreme je tako, ampak za tekače ni slabega vremena, so pravkar ugotovila z mojim gostom, današnjim super dečkotom, ja, dol iz Dolenjskega prihaja, z mano je Andrej Zupan. Andrej, živijo. Čujo, Marko, bok. Bok, kakšno je vreme v Novem mestu? Vreme je, kot bi moj dober prijatelj rekel, zelo lepo pada. Tako tudi pri nas, draga publika, tole sicer poslušate par dni kasneje, ja, že potem, ko bodo Wings for Life za letos končani, na kar se Andrej še odpravlja, ampak ja, zdaj itak bova zdajle povedala vse o Wingsih, kar si za letos zastavil, za nalašč, da potem v tisti četrtek, ko bodo leto poslušali, bodo šli lahko gledati rezultate, pa ugotovili, ali je Andrej Zupan to izpolnil. Torej, Andrej, a greš na Wingse, kaj ne? Letos grem na Wingse, pismo sem zdaj pa res ne vem, ali 8. ali 9, pa mislim, da 8. 10 pa so, kaj ne? Ja. Ker pač charity je moj tak drug nadimek, ne. Zelo rad se udeležujem dobrodelnih zadev. In ja, lej, Marko, zastavil si bom čist preprost cilj, to je 30 km, za katerega je potrebno 4:52 tempo, kar mislim, da je izvedljivo. To mislim, da je zdaj po ta novi trasi okoli Kamnika. Lej, pustimo se presenetiti, ne. Ker naj bi bilo tam okoli 22-23 stopinj spet, tako da bo zame prevroče, ampak lej, bomo se potrudili, ne. Ne smemo pred spuško koruzo vršiti. Pa tako lepo izgledali, da bo 15 stopinj pa dež, pa so te spet... Pa dež, ja, tako. Ja. Ampak, čakaj, ti imaš še malo boljši rekord na Wingsih, če se ne motim, ja? Ja, moj rekord je 35-640, ki sem ga dejansko naredil, ki je v Domžalah zelo dobro toča padala in pač to mi je pasalo. Je pa do tega rekorda prišlo, se pravi, tako kot sem rekel, ne, po prvi neumnosti, ne. Jaz sem dejansko v soboto sem tekel Vipavo 50, Ultra Trail, na to sem v četrtek naredil, mislim, v torek sem naredil tek na Lisco, to je tudi en tak kar zanimiv, okoli 8 km pa 900 višincev. Potem sem v četrtek majčkeno raztekel, da glih nisem vse dolge naredil, pol je šlo pa lepo tek trojk v soboto, 29 km, pa tudi kar ni bilo slabo, ne, je bilo kar, mislim, da 2:22. Ja, no, pol v nedeljo smo pa na Wingse šli, ne, tako da vse skupaj s tekmami je bilo skoraj 140 km, ne. Mislim, kaj Ja. to za tazga elefanta, a ne? Če bi šel takrat tja spočit, sigurno ne bilo tako dobro, kaj misliš? Jaz mislim, da ne, ker glih zdaj smo eno zadevo probavali, ne. Bili smo pač na K6, kar je en tak zelo ljubšen, organiziran trail, vendar 6-krat gor, 6-krat dol, ne. V bistvu prišel sem v cilj razštelan, ne vem, ker nisem bil po nobeni stotki tako razštelan, ne. Čez en teden je bil pol pa Bihač, ne. Lej, trenutno en mesec po poškodbi si jaz 1:32 nisem predstavljal sploh, ne. Tako da noge so bile res razbite, ampak tekaško pa sposobne zelo, ne. Tako da, ja, sem že večkrat ugotavljal, da bolj si zmatran, lažje gre, ne. Samo če pač lahko sam vrtiš, ne. Čudna so pota gospodova. Imaš Res je. prav, Andrej, nekaj podobnega se meni zgodilo leta nazaj, 20 in več, ko sem v četrtek naredil in tukaj zahteven
trening tam gor v Krvavcu, gor dol, soboto zjutraj se nisem mogel sesti na školjko, tak muskel fever sem imel, pa kljub temu takrat odlaufal nek rekord na eni 50-kilometrskem gorskem maratonu, ja, mislim, zanimivo, ja, morda preveč dajemo na tapering, ja, pa smo pol tako spočiti, pa tako zaležani, da zaradi tega ne gre. Tako da mogoče neki še za prebeleža. Draga publika, Andrej Zupan, pa morda vam je človek znan, pa ne veste, kam bi ga dali. Ja, to je tisti Andrej, ki ga na Facebooku najdete pod Andrej Ultrarunning ali pa Andrej Freeletics pred leti in tako naprej. Človek mnogih talentov, kajpak, maratonec, ultraš, dobrodelnež, to je že rekel, ja, njegovo srednjo ime bi lahko bilo, tamle zadnji ima plakat projekta, ki ga dela že kar nekaj let, vsak začetek maja teče, naj si bo v krogih, naj si bo na Trško goro ali kaj drugega, za dober namen zbira sredstva za društvo celiakikov, tudi to pove, kaj je, hkrati pa privlači oziroma privleče na tisti dan, na tisto mesto še cel kup drugih tekačev cele Slovenije. Letos bo ta dogodek kmalu. Ja. Andrej je rekel, tudi eden tistih zanimivih objavljalcev in piscev na Facebooku, ker kakšno zgodbo priobči, pa kakšen story objavi svojih podvigov, opravil že 100 milko, opravil že s kakšnim večdnevnim ultramaratonom. Vse to bo Andrej meni danes povedal. Najprej pa recimo, Andrej, zakaj si ultrarunning na Facebooku? Da se ločiš od ostalih Andrejev Zupanov? Ja, statistično sem že mislim, da je na 25 let nazaj na statistični urad pogledal, ker smo istočasno hodili 3 Andreji Zupani na fitness, ne? In me je res zanimalo, koliko nas je, ne? In nas je bilo dejansko 37, ne? O, Bog pomagi. Tako da še ena zgodba je, ko sem v vojski skoraj cepil 4. zaklopni meningitis, ne? Ki je bil še en Andrej Zupan iz Vršnika, ne? Tako da, ampak sem jim razložil, da sem že bil 3-krat cepljen, tako da. Ja, mogoče tudi zaradi tega, pač Andrej Ultrarunning, pač mogoče pa zaradi tega, ker, ja, da se malo ločiš od drugih. Drugače pa no, čist preprost človek, nič v nekih nebesih ne živim, pač sem na realnih tleh. Rad imam izzive, rad pomagam, kot sem že rekel. Tak je moj stil življenja, ne morem reči, da sem drugačen. Rad enostavno, jaz pač ne morem videti človeka, ki trpi, tako da pač enostavno mu rad pomagam in mu preskočim na pomoč, če pač le lahko. Dejansko s celiakom smo se dobili, ko je moja hčer dobila diagnozo celiakije. Takrat sem imel plan narediti sicer 144 kilometrov, tako da smo prvo leto v najhujši koroni, ki naj bi nas teklo pač 10 skupaj, nas je teklo 30, pa so bili tudi policaji tako pač obzirni, da tudi ko nas je 30 skupaj teklo, nas niso nič ustavili. Naredili smo nekje 120 kilometrov v 14 urah, kar je bil prvi tak malo hujši projekt za celiaka, ki smo ga pa še obnavljali s 12 ur Trške gore in pa lani s 350 krogi na 300-metrski tartan stezi. Ja, 105 kilometrov, noro, ampak jaz se to pravim nepozabno, ampak mislim, da ne bom ponavljal. Lepo, pošten si bil pa vedno in neposreden. Andrej, mi da se že kar nekaj let poznava, ampak če se začela že celiakijo, ja, pa dajva to razdelati. Ne? Jaz poznam to bolezen, moja sestra jo ima od malih nog in sem se podučil o njej, tudi sam sem delal teste, ker je pač zadeva avtoimuna bolezen, ki se genetsko prenaša, ampak daj mi ti razloži, no, kaj je to celiakija, no, ti jo dobro poznaš in kakšen šok pravzaprav je bil takrat, ko ste, oziroma kako ste sploh to ugotovili in kako ste potem postopali doma? Dejansko je ta bolezen, hočemo reči, dosti zahrbtna, ker se jo odkrije dosti pozno, ne. S tem, da moji hčerki so jo odkrili pri nekje 11 letih. Zadeva je bila pa pač enostavno, skozi je tiščalo po trebuščku, slabo je bilo, naredili smo vse preiskave od MR glave do srca, do ne vem, ni da ni, ne.
dokler nismo imeli res pač eno dobro doktorico, pač predstojnico tlele otroškega oddelka, ki je pač naredila še test za celiakijo, ne? Ki so jo potem v UKC Ljubljana so pač to potrdili. Ja, zadeva ni bila nič lahka, kajti otrok pri 11 letih na začetku svojega življenja, ne, po njenih besedah ona je rekla, da se bo kar ubila, ker ona ne bo zdaj, da ne bo nič jela in sladkarij in piškotov, ne. K sreči je bila tudi takrat moja sestra zraven, ki se s tem že, mislim, brezglutensko je že kar nekaj časa in je rekla, da pač zadeva ni tako slaba, da enostavno imaš zelo veliko stvari, bombonov, piškotov, ki se jih da kupiti, tako da ni to zadeva res za umrt, no. Da se živeti, sicer je zadeva bistveno dražja kot pač navadna hrana, ampak se da, ne, se da. Je pa res, da pač mnogi si pač ne morejo vsega privoščiti, tako da zato tukaj nastopimo pač društvo Celjak, ki zelo veliko pomaga, pač pomagam nekako vsako leto tudi jaz. Eno leto smo pač otroke odpeljali v Italijo z avtobusom za tistih 1200 evrov, ko so jih v bistvu tekači donirali. 50 nasmejanih staršev in otrok, meni je to pomenilo zelo veliko. Peljali smo jih na pico in v šoping, tako da jaz sem bil s tem zadovoljen, no. Prav. Res. Prav, drugače seveda ne bi šli in dobro delo si naredil, Andrej. Ja, v celiakiji mogoče zgolj še 2 besedi, tisti morda doma, ki imate majhne otroke, pa ne veste, zakaj jih napihuje. Eden od simptomov celiakije pri majhnih otrocih je tudi zelo napihnjen trebuh, a ne. To je pač simptom pri občutljivosti na gluten, ja, ki je pač žal deden in neozdravljiv. Rešitev je samo izogibanje glutenu, ki pa je, kot vemo, prisotno v vseh žitaricah možnih, a ne. Žitarice danes so praktično povsod, ne samo v kruhu, ne samo v testeninah, ne samo v sladkarijah, tudi primešane marsikateri stvari, no, ampak hvala Bogu, kar jaz zdaj poznam sceno, danes se dobi od brezglutenske moke, testenin, peciv, pic, če smo pri tem, brezglutensko pivo se prodaja, marsikatera restauracija, tudi navadna restauracija, ne samo brezglutenske, ponuja brezglutenske menije, tako da načeloma, če si malo iznajdljiv, se da preživeti. Je pa težko, ne, je pa težko, ker, kot si rekel, ne smeš iti na rojsten dan pa pojesti, enega smoki ali pa ne vem kaj, ker takoj sproži, bom rekel, zelo zoprne simptome prebavne, ne. Ja, se pravim, problem je v tem, ker se pravim, stopnje so različne, ne. Eni ne daj Bože, da samo pogledajo, je to že bruhanje driska, ne. Enim pač na drugače, enim na alergije. Ja, zadeva ni nič, hočemo reči, slušna, no. Da se z njo živeti, vendar veliko potrpežljivosti in izogibanja in striktnosti, ne. Dejansko zadeva tako kot pri profesionalnem športniku, ne. S tem, da profesionalni športnik ima sponzorje, ne. Tle pa sponzorjev pač ni, ne. Ja, se pa sam znajti, kako je potem, hčerka se je potem navadila z veliko pomoči staršev pa vas okrog, zdaj ima že to že kar nekaj let, kako zdaj, ko je, ne vem, zdaj že najstnica, to vse skupaj handla, zdaj že sama to obvladuje, že ve, ima še kakšno težavo s tem? Dobro, sreča je bila takrat, ker dejansko se je tudi moja bivša žena pač pridružila projektu Celjaka, ki v bistvu dela svoje mentorje, ne. In ko pač nova pač bolna oseba pač pride, se ji dodeli mentor, ki pač pomaga pripraviti kuhinjo, pripraviti stvari, kuhati. Tako da ja, ta projekt je meni zelo pač prijazen do bolnika, no, tako da, ker naenkrat si prepuščen sam sebi, ne. In mnogi bi se sami res težko znašli, ne. Tako da ta zadeva je glede društva, pravim, samo res kapo dol, no. No, kje pa se da priti v stik z društvom? Zdaj ima društvo lokalne izpostave, je centralizirano, ali lahko malo več poveš mogoče? Ja, načeloma centralizirano je v Novem mestu, no, saj so tudi strani
Na Facebooku pač ena zadeva kot športna je pač Furam brez glutena, kjer imamo pač tekaško in tudi kolesarsko ekipo. Drugače pa na Facebooku in na Instagramu so zadeve, tako da če se vpiše Celiac, se pač pride do tega. Notri so tudi pač spletna stran, v bistvu Facebook stran, na kateri se lahko pozanimajo, če so neke zadeve dobre ali se ne smejo kupiti, in v bistvu na tej strani odgovarjajo kot mentori, tako da zadeva je pač res preizkušena, če je, ne. Ni zdaj, da se dajo neke lažne informacije, tako da zadeva je 100%. Tako da, ja, to je to, no. Drugače pa bilo kdaj, bilo kdo, če kaj slučajno ne bi vedel, pač tudi mene kontaktira, jaz dam kontakte naprej in naprej v prave roke. Tako potega vse tvoje handle na Instagramih, Facebookih in podobno. Ja, pa Andreja, kar poklikajte. On je zakladnica informacije. Andrej, si ti kdaj poskusil, za kakšno časovno obdobje, furati brez glutena, pa ne jesti glutena, čist tako, da bi videl, kako to gre? Dejansko ja, ker pač, ko smo še živeli skupaj, smo pač gluten čist črtali, ne. Tako da jaz sem jedel leto pa pol ali 2 let čist brezglutensko hrano, ne. Zadeva za pač nebolnika je pač enostavno taka, da te pač nič ne tišči, ne. Poješ pico, dejansko se lahko uležeš, poješ makarone, se lahko uležeš, ker pač zadeva nič ne tišči v želodcu, ne. Pač počutje je bilo top, ne. Je pa res, da pač je pa tista razlika, ne, 1 proti tudi 3, ne, v ceni, ne, tako da, ampak doma smo to res striktno furali 100% kuhinjo. Bravo. Ker pač, ko enkrat en ima, se morajo 3 prilagoditi, ne. Ja, ponavadi tako, ja, tudi pri kakšnih diabetikih in podobno, vsaj nekaj časa, ja, se bom rekel, večina prilagodi pač bolniku, ja, tako da ga izvleče iz najhujšega. Jaz se spomnim, ko sem to poskušal tudi brez glutena, sem potem konzumiral veliko več mesa, zelenjave pa sadja, a ne. Pa sem se čisto dobro počutil na koncu koncev, a ne. Tudi v času paleota, ko smo eksperimentirali, smo izločali gluten, pa vendarle, saj žitarice niso vse, imamo še riž, a ne, ki je pravzaprav totalno brez glutena, imamo koruzo pa ajdo, če dobiš čisto, a ne, ki sta v osnovi tudi dovoljeni in tako naprej, ne. Ti moram dejansko povedati eno zadevo, ne, ker res, brez te zadeve pa res ne morem, ne. Da slišim. Pač lanski tek, ko se je zgodil na stadionu na centru, ne, 300-metrski krogi, začeli smo ob 7 in malo čez 8 jaz vidim, pride Ivi Hrastovc. Sem rekel, pesmo, čak človek, ti si pred enim tednom prelafal 100 kilometrov Vipave bos, ne. Je rekel, veš kaj, glej, zunaj pada dež, moj posel je tak, da po dežju delati ne morem, sem se prišel pa malo razteč, ne. In človek je odtekel 40 kilometrov bos, pa 40 pač, mislim, da barefootkah, tako da, glej. Svaka čast, no, res, mislim, človek s srcem, no. Nimam drugega reči. Človek z mehkim srcem in še mehkejšimi podplati, tako, ja. To je res. Tisti, ki ste bili kdaj bosi, veste, o čem govorim. Andrej, evo, zdaj najprej moramo po vrsti, preden napovejo letošnji dogodek, grejo čist po vrsti. Tisti prvi takrat, spomnim se, ko si ga napovedoval, ja, 144 km. Zakaj pravzaprav si se sploh spravil v organizacijo takega projekta? Ok, si tekač, jasno te je vleklo v tek, ampak zakaj 144, zakaj v Novem mestu, zakaj vse skupaj? Pač ta projekt 144 bi šel, kar daleč proti Ivančni Gorici in nazaj, pa s tem, da bi prečili spet Novo mesto in šli v Kostajnico na Krki in še nazaj, ne, v mesto. Torej, pač ta zadeva bi se imenovala Ultra Kit, ki jo je žal pač korona pojedla, ne. In se pravim, na to pač sklop okoliščin in bolezni in vsega skupaj, smo pa rekli, bomo probali pa tu v mestu na 6-kilometrske kroge zlaufati. Pač, če že slaufam, pa da se s tem nič ne zgodi, je brez veze, ne.
Tako da smo rekli, nič, bomo pa naredili pač en dobrodelen dogodek. In pa zadeva se je v enem mestu speljala, ne. Tako da pač takrat smo zbrali tistih 900 evrov, kar sploh ni bilo malo, ne. Folk se je pač udeležil in dejansko vseh, hočem reči, 14 ur, ja nisem bil tudi 1 minuto sam, no. Res. Bravo. Tako da, pač pa smo pa rekli, zakaj pa zadeva ne bila tradicionalna, ne, ker, da se nekaj dogaja, pa da se v bistvu zavešča o tej zadevi, ker vidim, da, dobro, ajde, mogoče zdaj zadnja leta le gre na boljše, ampak 3 leta nazaj je bilo pa to res ena taka neznanka, ne. In če je neka neznanka, pač to ni dobro, ne, ker pač zadeva tazga kova se mora v njej dosti vedeti, ne. No, evo, zdaj, okej, ko si šel prvo leto v ta projekt, ja, tvoj cilj je bil tudi morda, da razširiš glas, katere kanale si takrat uporabljal? Si mogoče kakšne lokalne medije pozval, si rekel, fantje, od ust do ust, malo povejte, Facebook, kako je šlo? Definitivno največ po Facebooku, potem mi je zelo veliko pomagal pač pokojni Robert Javc, z njegovim Dolenjska newsom, ki mi je večkrat res stal ob strani in pač šeral moje dogodke. Ja, na to pa pač, hočemo reči, moja družina tekaška, ne, ki smo zelo pač prijatelji iz tekov, iz vseh, ne, in pač vsak malo enkrat povab, pa je to, ne, in tako da pol povab še drug, pa tret. Tako da jaz mislim, da nas je kar precej teklo takrat, prvo leto, no. Tako da se pravim, glede na korono sem bil zelo presenečen, no. Tekli smo od 5 zjutraj pa do pozno popoldne in se pravim, zadnji kilometer, ko smo vsi hodili, nas je bilo po mojem 50, no. To je že kar lepa procesija, ja. Ja. Tekačev. In po uspešno praviš zaključenem projektu ste šli na izlet v Italijo in potem si ti dejal, čak drugo leto bo pa ta traparija spet malo drugačna, ali kako, ali kdaj si prišel na to, zdaj pa na Trško goro drgant klanc. Ja, glej, pač probavamo nekaj, da bi bilo vsak let drugače, ne. Sicer ta projekt Trška gora sicer je bil za mnogega pretežak, ne. Ampak se je pa spet pač našel en človek, ne, Simon Simonovič, ki me je poklical in je rekel, da bo pač enostavno z mano vseh 12 ur, ne. Človeka dejansko sploh poznal nisem prek Facebooka, ne. In smo odfurali vseh 21 vzponov, ne. Da to je bilo 67 kilometrov pa 4600 višincev, ne. Mislim, se pravim, tudi Facebook je pač, Facebook prijatelji so, hočem reči, nori, ne. Nori. Facebook prijatelji so lahko pravi prijatelji, a ne? Tako, ne samo oni, ki gledajo tvoje objave, pa se zmrdujejo, hecam se seveda, a ne. Dajva Trško goro kvantificirati majčkeno bolj, da bodo ljudje vedeli, to je pač hrib zraven Novega mesta, kje si štartal, kje je bil cilj, razdalja, višinci. To je naš lokalni klanček, dejansko furajo gor pač turizem, zidanški turizem. Mislim, da je to 1,5 kilometra vzpona, pa enih 210 višincev. Da zadeva ne bi bila prelahka, ne, sem bil 14 dni prej na 100 miljah Vipave, na katerih sem si na 60 kilometru zvil gleženj in prišel do konca. Ko sem šel na urgenco, je gospod sam pogledal, kakšen gleženj je in ne vem, jaz nisem toliko slik še nikoli na rentgenu naredil, kot sem jih takrat, ne. Ampak ni bilo posreč nič zlomljenega. Tako da pol mi je prijatelj rekel, nič, namaš kurkumo za 2 dni in jaz sem pač 4. dan tekel, ne. Tako da sem imel 14 dni regeneracije, ne, da sem jaz lahko spet 12 ur tekel, ne. Ampak, se pravim, če ima Bog pač namen, ima namen in pač namen je bil, da to tečem in sem odtekel, no. Sem prav ponosen, da sem to zadevo res sploh speljal, no. Ker kakor je po slikah kazalo, pa po debelem gležnju, sem si jaz kar ne upal obljubiti, da bom jaz to naredil, no. No, ampak vse,
ja, imel si črv dvoma v tebi, zdaj, ampak ti si pač vse takrat tudi že dal, zdaj so te že poznali, zdaj je to že druga izvedba, ljudje so najbrž pričakovali dogodek, da bodo prišli, nisi pač rekel, ne bom odpovedal, pa če mi koj nogo režejo pod kolenom, grem, dokler bo šlo, pač tle ni bilo možnosti, da pač, tudi če bi ti zdravnik rekel, Zupan, ne ga sred, naredil si boš trajne poškodbe, ti bi najbrž, kakor te poznam, bi to šel speljati, ker si to zastavil, je tako? Bi, ker lej, pač, če bi bila to zadeva zame, ne, je pač ne bi naredil, ne, za druge pa pač narediš, ker veš, da boš naredil dobro delo, ne. Pač naredili bi v pač drugačnih zmožnostih, ne bi bilo pač toliko spano, ampak dejansko družili bi se pa še vedno 12 ur in zbirali denar, no. Tako da, se pravim, bil je tudi zelo zanimiv dogodek na tej Brški gori, ker sem imel fantočno gor, ne. In so majstri vrgli 150 evrov mošnjiček, ne. To. Sem rekel, lej, svaka čast, nikoli prej videli, nikoli kasneje videli, ampak donirali pa so, ne. Čudna so božja pota, no, kaj čem reči drugega. Tako da, res, zadeva je pač, pol smo videli, da pač je mogoče bila, za navadnega smrtnika je bila mogoče malo pretežka, ne. Zato smo se pol naslednje leto odločili, da gremo pač na ravnino in na kroge, s tem, da zadeva ne bi bila pač čist tekaška, smo naredili še 2 pohoda, enega krajšega, enega daljšega, s tem, da nam je tudi Dami Zupi, ki je organizator DOS-a vsakoletnega, kjer zbirajo za kolesa za otroke, tudi naš podpornik, je dejansko odpeljal 4 50-kilometrske trase in vsakič v eno smer, tako da vsakih 50 kilometrov se je pripeljal na prizorišče in spet odpeljal novo skupino na novih 50 kilometrov, tako da 200 kilometrov odpelje, ček, njemu lažji trening, druge je malo v razvozu. Tako da se pravim, tudi dober prijatelj in res tudi njegova ta DOS varianta, ki se zdajle začne nekje v začetku maja, je tudi, se pravim, zelo, zelo lepa, no, in tudi se bo o tem tudi še govorilo, no, saj tudi mislim, da jaz dogodke šeram, tako da, ja, gremo na širino, ne, gremo v bistvu, cilj Celjaka ni samo zbiranje denarja, ampak je tudi dejansko, da bi navadnega smrtnika pripravili do vsaj enega kroga, da gre hoditi, se ne rabi teč, ne. Ozaveščanje tudi, da šport ni slab, ne. In da gibanje, jaz lahko rečem, sigurno pripomore k daljšemu življenju, ne. Te tvoji napori, skupni napori, najbrž obrodijo sadove, zdaj se udeležba na tem tvojem dogodku povečuje, najbrž pride vedno več ljudi, vsaj pogledati, vsaj narediti kakšen krog, vsaj kaj malega prispevati. Lej, lahko rečem, da se pravim, zadeva je, lahko bi rekel, vsako leto večja, tudi mogoče se čedalje bolj ve za ta dogodek in pač tudi že imam klice od prijateljev, bo, ne bo, kdaj, zakaj, kako že, ne vem, skoraj predspo dogodku, ne. Tako da ja, je neki izziv tudi za pač druge, ne, letos bomo pač imeli 6 ur in pač, lej, mogoče si bo pač kdo pa zadal cilj, da bo pač 6 ur tekel, ne. In veš, neki izzivi so zmeraj dobrodošli, ne, tudi pač človek z nekimi cilji pa z nekimi izzivi je na dobri poti, da bo začel gibati. To je res, ja, to imaš prav, Andrej, dobro delo opravljaš, zakaj letos samo 6 ur, ne 12 ur? Pač mislim, da bomo povzeli pač en dogodek od enih prijateljev. Zadeva pač bi bila v 12 urah malo premočna, ne, pa mogoče mi je dal Celjak tudi malo pavze, ne, da ne bom rabil glih 12 ur se mater, da sem lahko sem 6, ne. Bo pa zadeva nekako tako izgledala, da pač naj bi bilo v ekipi 6 ljudi, lahko je tudi posameznik 2, 3, sploh nima veze. In v bistvu ta ekipa teče 6 ur pač po zmožnostih. Lahko en krog, lahko 5 krogov, ne. Štartna številka se bo predajala. Cilj je pa v bistvu dobiti sponzorja in ta sponzor pač donira, ne vem, pač
če se bo to preteklo 70 krogov po 1 evro, da je to pa 70 evrov sponzor donira, ne. Jaz, ki sem pač dober človek, bom doniral 1 evro po svojemu krogu, tako da nekaj denarja definitivno bo, no. Zdaj moram več povedati o tem dogodku. Zdaj, evo, sta naredila, da so našpičali ušesa, tisti najini poslušalci in gledalke, tisti, ki tečejo zdajle, jih zanima, toliko govorita o tem dogodku Celiakije v društvu Celiak, ampak nista pa povedala, kdaj bo to, pa kje bo to. Andrej, izvoli, letošnja izvedba tvojega dobrodelnega projekta bo torej kdaj in kje? Takole, letošnja izvedba bo 18.5. In to v centru Novega mesta, štart pri Rotovžu. Krog bo nekje okrog 900 metrov. Zadeva bo potekala 6 ur, s tem, da bo pa zadeva toliko boljša, ker smo jo umestili v, hočemo reči, odprto kuhno, brezglutenske hrane, v bistvu festival brezglutenske hrane, tako da to bo pa potekalo 8 ur, tako da dejansko tudi, če bodo prišli tekači, ki se spopadajo s to boleznijo, bodo se lahko tudi najedli in pač tudi pijača in vse bo brezglutenska. Tako da zadeva bo prijetna, ker jaz mislim, da tudi bo navijačev, gledalcev in stopili smo tudi v stik z mestno občino, ki nam je tudi pač pomagala pri projektu, da pač vse bi potekalo brez težav. In mislim, da bo to en pač lep dogodek, ki ga mislimo pač v nadaljnje kar tradicionalno furati v Novem mestu. Je nekaj sponzorjev je že pristopilo k projektu, praviš, nekaj si jih že dobil in nekaj še boš, kako izgleda na tej fronti? Ja, se pravim, s tem tudi pač pozivam pač navadne smrtnike, ki pač imajo kakšen evro več, sponzorje, enostavno ljudi, preproste posameznike, zadeva bo tudi taka, da tudi tisti, ki ne bo imel pač sponzorja, da pač evro, 2, 3, 5, 20 v puščo za prostovoljni prispevek, tako da mnogi so mi pač pisali, če je možno tudi samo en krog prehoditi, sem rekel, zadeva ni 6 ur za vse, zadeva je za 6 ur za tiste, ki so pač sposobni, lahko pa pride samo malo pojesti, malo popiti, navijati, se pravi, malo pošportati, ogledati Novo mesto, ne. Te priložnosti pač prosim tiste, ki pač imajo, pa so zmožni pač podeliti to z pač bolniki s celiakijo, da pač pristopijo k temu projektu, ne. Cel kup tekačev bo tisti dan še na kakšnih drugih dogodkih po Sloveniji, naj si bo na Blegošu ali pa v Radencih in tako naprej, pa bi morda, pa jim je zdaj morda žal, da ne bodo mogli prisostvovati tvojemu dogodku, morda pa lahko finančno pomagajo. Imaš kakšno možnost, da sprejemaš donacije, bom rekel, tudi strani tekačev, ki tisti dan pač ne bomo prisotni v Novem mestu? Zdaj to, kar si me malo dubo, ampak mislim, da zadeva, ki je bila lani odprta, 1919 Celiak 5, Bravo. mislim, da je še aktivna, ampak bi pa težko zdajle potrdil. Bom pa definitivno napisal v svojih objavah, če pač bi kdo podelil, pošeral malo tistih 5 evrčkov, tako da ja, bom na svojih Facebook in Instagram strani bom pač to še objavil, za ziher, ne, da ne bi pač bilo neki, sicer sej verjetno so te številke itak, da pač če ni več aktivna, tudi zavrne, ne. Bom zdajle med tem, ko se pogovarjala, poskusil poslati, evo ta SMS, pa da vidim, če bo šlo skozi, no prav, ker sem dobil povratni SMS Društvo Celiak Slovenija, se vam zahvaljuje za donacijo. Torej, Celiak 5, tako, Celiak 5 na 1919, pa boste pomagali Društvu Celiak in Andreju Zupanu, ultrarunningu, da bo izpeljal letošnji dogodek, pa kar več SMS-ov pošljite, glejte, sej vsaka četrtina danes stane 30-40 evrov, vsako pivo stane 3 evre, pa kafe 2,5, tako da,
splača se pomagati. Andrej, kam z zbranimi sredstvi letos je že kakšen ciljni namen, pač društvo Celjak zbira za svoje potrebe in namene? Ciljni namen že lani je bil, ne, samo to je res projekt, jaz mislim, da za par let, ne. Želja pač društva je bila enostavno nakup avtodoma, ker največje težave dejansko se pojavijo, ko gre neka družina nekam na morje, ker prvič apartma ni brezglutenski, hrana v gostilnah Hrvaška skoraj ne vejo, kaj je to. In dejansko to bi bila neka kuhna, ki bi jo pač sabo pelal, ne. S tem, da v bistvu dom, ki bi ga sabo pelal in bi bil 100% brezglutenski, ne. Sicer ta zadeva je pač, vemo koliko denarja, ne, pač probali smo tudi pri Adrii, če bi nam kaj pristopili nasproti, zaenkrat se pač še pogovarjamo, no, tako da mogoče pač nekdaj nekoč, ne, se ta zadeva ustvari, da se pač zbere tudi toliko denarja. Glej, mogoče kakšen skrivni pač donator, ki je lahko tudi pač se ne, kot ćemo reči, javno izpostavi, ne. Glej, mogoče kdaj, glej, ampak se pravim, če vržeš puško v koruzo kot na teku, da ko štartaš rečeš, da ne boš zaključil, pol zadeve ne boš zaključil, ne. Ja, pol vseeno, če tudi ne štartaš tako, a Tako. ne. Ja, prav, Andrej. Kaj pa prav tvoja hčerka zdaj na to, ko se ukvarjaš s temi projekti zadnje leta, tudi ona najbrž prisostvuje, pomaga, tudi teče? Ja, zdaj veš, kako so otroci, so bolj tako, ne. 14 let je stara, tako da ja, glej, probam v šport spraviti, kolikor se le da, ne. Tudi zdaj na morju smo kar veliko odbojke preigrali na mivki, sprehodi, pač včasih je tudi več tekla, pač zdaj so pač ta najtežja obdobja za šport pri otrocih, ne, žal. Tako da se trudimo, pač je tudi prvo leto prisostvovala z, ne vem, mislim, da 3 krogi, sicer na kolesu, ampak glej, važno je, da ve, da se dogaja, da pač oče dela za njih, ne, in za njo, tako da, glej, ve, zakaj so te projekti, no. Mislim, sam se ne bi zmogel, imaš ekipo, neko društvo za sabo, prijatelje, kdo ti vse pomaga, koliko ljudi pravzaprav, pa vse ne rabiš, da takle projekt spelješ? Ja, nas je kar nekaj, no, se pravim, pač nekaj PR-ovcev, nekaj pač predsednik društva, s katerim dosti sodelujemo, Goran Makar. Vsak mora neko pač vejico premakniti, da gnezdo rata, ne, tako da jaz načeloma pomagam, kolikor lahko pomagam, pač z nekimi svojimi izkušnjami iz tekem in iz dogodkov, ker tudi sem v organizacijskem odboru za Šmarješki trail. Imam nekaj izkušenj, kako te zadeve potekajo. Goran in drugi pač imajo zadeve, da se pač dogovarjajo z določenimi zadevami, ki imajo tudi pač strani za organizacijo, z določenimi sponzorji, z določenimi mestno občino in z vsem, ki tudi pač prisostvujejo. Tudi treba je zbrati vse pač akterje, ker vedno smo imeli na našem dogodku tudi pa še hrano. Tako da moraš pol tudi vse te ponudnike brezglutenske hrane skupaj zvršiti, ne, da pač je dogodek 100% tudi varen, ne. Tako da ja, ni to one man band, ne, je kar veliko ljudi v ozadju, tako da vsak malo pristop, pa rata en tak lep, lušen dogodek, no. Lušten, spoštovana publika, 18.5. v živo ali nadaljavo, evo, morate prisostvovati dogodku, ki ga Andrej bo letos spet speljal s svojimi nogami, vi ga lahko podprete. Ampak Andrej, preden si bil dobrodelnež, si bil tekač, preden si bil tekač, si bil pa kaj, oziroma predvsem me zanima, da nisem še nikoli vprašal, zakaj si začel teči toliko pa toliko let nazaj? Dejansko, glej, Marko, jaz sem športnik po duši, no, jaz sploh ne vem, kaj nisem treniral, no, tako da od karateja, plesa, atletike, v bistvu skoka v daljino,
rekreativna odbojka, košarka, nogomet, po mojem kar enih 15 let. Teč sem začel pa, jaz sem se zelo veliko ukvarjal z dvigovanjem uteži, potem sem presedlal na cardio fitness in sem po eni aplikaciji delal in kar naenkrat je ta aplikacija imela še kar naenkrat teke. Ja, lej, sem rekel, pa probal, ne. Pa prvo 5, ko sem odlaufal, ne vem, 24 minut, prvo 10, 47, potem sem laufal čez 3 mesece Palmanovo, ne. Sem rekel, tu, lagano, 41, ne. Ja, ni bilo glih tako lagano, ne, tako da takrat sem se prvič sem se sprijaznil s tem, da ni vse tako lahko tekel, kakor izgleda, ne. Tako da, ko prideš v cilj z 200 pulza, veš, da si zafrknil že na štartu, ne. Ampak bil si pa dovolj, rekel, pogumen, pa dovolj nor, da si se, pa rekel, v zelo kratkem času podal take razdalje. Ne poznam veliko, rekel, fitnesserjev nekdanjih, ki bi, v 2 mesecih bili pa že na štartu, polmaraton. Ja, to je res. V bistvu jaz sem si pač zastavil zadevo kar dosti hitro, ne. Mislim, pač bom rekel, glavo imam močno, telo je bilo močno že odprej, fizično in z vsem. Tako da jaz sem prvo leto, kar sem tekel, sem že maraton pretekel, pa tudi ne tako slabem cajtu, 3:23, za katerega sem treniral čisto sam. Potem sem naslednje let 50, čez eno leto 80, potem na rutinem teku 100. Tako da zadeva, ki jo zdaj pač prodajam, ne, je, da pač enostavno ne delaš takih neumnosti, ki sem jih jaz. Ker napravi zastojn, da moraš pač trenirati nekako, da tečeš 5 let do maratona, ne, in pač zadeva mislim, da, jaz bom rekel, da sem imel vsaj neke zgodovine tekaške, od nogometa, pa pač od vsega skupaj, ampak jaz mislim, da počasi se daleč pride, no. Ne rabimo vse narediti v enem letu. Mislim, tega ne mora dosti poudariti, čeprav ne bova prepričanih, da mi povej, če so že pri tem, ne. Kaj pa so slabosti tega, če hočeš v prvem letu odlaufati vse, tudi maraton, pa še kaj več, ne? Si imel ti kakšne, rekel, negativne posledice svojega hitenja, v narekovajih? Zdaj, ta zgodba je pač povezana še z enim dobrim človekom, ki ga bom omenil. Jaz sem nekje v 3 letih prišel do take preobremenitve, da so mi slikali vse, in srce in pljuča, jaz sem dejansko dihal samo na eno pljučo in je rekla zdravnica, 14 dni nič, off, ne. Dobro, zdržal sem 7 dni, pa sem šel na Trško, sicer res počasi, ne, ampak ja, prideš do preobremenitve. Jaz načeloma poškodb nisem imel, se pravi, glih mogoče iz tega razloga, ker sem pač bil nabit z neko energijo in z pač močno mišično strukturo, ne. In na to sem pač spoznal Anžeta Česna, spet pač Facebook prijatelj, ki mi je omenil to cono 2, ne, in ta cona 2 je pa pač, oprosti rečeno, kraljica športa, ne. Sploh ultra tekov, ne. In jaz sem začel laufati, saj zadeva ni bila nič lahka, ne, jaz sem začel laufati na 6:45 tempo, ne. Mene so tako kolena bolela, da sem hotel nehati, ne. Ampak v roku enega leta je to padlo za 1 minuto, ne. In zadeva jo furam še dan danes in drži, ne, drži. Res, 80% tekov jaz naredim na coni 2 100%. Dajva za tiste, ki so frišni na temle podcastu, pa nasploh v teku razložiti malo čist na hitro, ne, tele cone, posebej kaj je cona 2, izvoli, Andrej. Ja, cona 2 je dejansko mogoče za enega čisto laika pač pogovorni tempo. To pomeni, da normalno govoriš in nisi zadihan, prideš domov, pa čez 2 ure pogruntaš, ke sem jaz sploh tekel, ne. Ja, pa sem, ne, dobro, ko na Stravo pogledaš, vidiš, ne. Dejansko ti ne dela nekih težav, delaš v bistvu z njo lahko zelo dobro na ekstenziji teka, kar pomeni, ne vem, pač 5 ur, ko boš laufal v coni 2, pač noge bojo bolele, ampak drug dan je to normalno, ne. Cona 2 je pač dobra, ker to je načeloma, recimo, odvisno od pač človeka, kakšen ima razpon srčni, ampak nekje med 130 pa 150 pulza, ne. Lahko tudi manj, ne. Poznam ljudi, ki na 120, ne, ki lahko na 150 že zaključijo, ne, poznam, ne. Tako da, ja, dajmo reči, cona 2 je počasen tek, uživaški, pogovorni, ki se ga
bom rekel, kar veliko poslužujte. No. Še rekel, kar poznaš rekreacijo, pa rekreativce, da prehitro tečemo nasploh, ja, potem te naše, bom rekel, počasne teke, da se preveč priganjamo, ko bi se morali majčkeno bremzati. Žal tudi tekaški rekreativni šport, ne, je pač malo zašel v težave. Ne. Vsi, tudi jaz v enem obdobju, pač smo si želeli preveč. Ne. In načeloma zdaj, če imaš srečo, je ta preveč, sam da si pač enostavno utrujen ko pes, na tekmi ne moreš dati nič od sebe. Ne. Zadeve lahko pa tukaj eskalirajo, pač imam par prijateljev, ko so pač enostavno nehali teči, ker so prišli do takih poškodb, da niso našli več motivacije. Ne. Žalostno je, ko vidiš, ne vem, tudi mi, ko smo furali te pač naše društvo Maraton, ne, ko smo furali pač dolenjske teke, ne. Mi smo videli človeka na 2. kilometru diha, ja, tekma 10 kilometrov, kako bo preživel, ne. Zakaj? Mislim, enkrat je povedal pač zelo dobro Mitja Krevs, ne. Pač jaz se lahko še tako ženem, pa bom 50, ne. Nikoli ne bom v elitnem teku zmagal, ne. Zdaj, ali si 50 ali pa 70, je pa čist isti, ne. Žal. Ne. In res, jaz pač zelo na veliko tekem sem šel, ko sem se šel sam razteči. Enostavno uživati, pogledati, kako v zadnji to izgleda, ne. In pač tisti res zadnji, bom rekel, da si vzamejo kot za užitek in to mi je všeč, ne. V sredini je pol, v spredje pa itak ganjajo ja, do zadnjega atoma, ne. Da zgrizejo čisto asfalt ven, ne. In jaz mislim, da na pravi poti je tisti, ki je v zadnji, ne. Vsaj na začetku. Ne. In tisti bo napredoval, ne. V glavi moraš imeti razdelano, ne, kje so tvoje meje, do kje lahko greš. Vse včasih, ne bom rekel, je to tekma, ki greš čez meje, ne. Pač lahko se izide, lahko je pa to čisti polom, ne. Se bom zdaj pomaknil malo iz ultrascene nazaj na maratonske proge. Mi se je spoznala prav na enem maratonu, ja, skupaj smo šli v Atene 5 let pa pol nazaj. Ja, takrat si bil, bom rekel, našpičen, zagrizen, ja, takrat si imel smele načrte, ja, potem pa jaz tečem, mislim, kdor je bil v Atenah na maratonu, ta ve, da ta maraton pač poje svoje mlade, tako bom rekel, a ne, tudi če si še bolje pripravljen slej, ko prej zobmi zadaneš v tisti asfalt v prenesenem smislu, upam, da ne v neposrednem, kdo tudi tam obleži, ampak ja, ko zlezeš enkrat na 32 kilometer, pa je za tabo skoraj 400 višinskih metrov, veš, ja, da je bil Fedipide še dober, da je zdržal še nadaljnjih 10, da ni že prej umrl. No, jaz tam takrat zlaufam tistih, rekel, klance, 32 pa 33 km in pred sabo vidim pač zeleno majico, značilno majico društva Maraton Novo mesto, pa se je rekel, kaj za vraga, ne? Res je vroče, očitno se mi že prikazuje Andrej, ampak ne, jaz tečem tam Andreja in potem sva šla družno v cilj, sezula sva se zadnji kilometer, odskakljala sva v cilj, prav zabavala sva se, ampak takrat nisi imel tega plana, da bo midva skupaj tekla, ja, 4 ure pa 20, ampak si imel čist druge načrte, da bi malo razlož, kaj se je takrat zalomil. Ja, zadeva je bila v bistvu čisto vse prav speljano, ne. Takrat me je Aleš Lindič treniral in jaz sem uspel pač v Novem mestu na polovički maratona teči 1:24. Čez 14 dni sem bil v Ljubljani, sem tekel pač pogovorni tempo 1:29 polovičko. Pridemo v Atene, ampak se pravim, jaz mislim, da po domače rečeno sem se posral. Že ko te z avtobusom peljejo nekam v dolino dol, mislim, da sem že v glavi razpadel, ne. 40 kilometrov te peljejo, ja. Ja, nič nismo šli v klanc, samo v dolino. Ja. No in potem dejansko vreme mi sploh ni bilo pogodu, ne. S tem, da jaz sem na polovički maratona sem zaostajal samo minuto za tistih pač 3 ure, ne. V bistvu 2 minute, ker sem na 1:31 sem obrnil polovičko. Na to sem prespal, ne vem, začel me je tako nard boleti, kot da bi imel zlomljenega, šel sem do medicink tam, imele so samo nek, kaj s vem, Hansaplast sprej.
Sem rekel, da bi saj kakšno bandažo povil, ni šlo, ne. Pol pa sem prvič skoraj od 25 do 30 kilometra dehidriral, ker si nisem vzel nič za pit, ne, ampak ta zadeva je trajala 1 uro, ne. Tako da pa sem si vzel od 30 do 35 2 plastenke vode, ne. No, pa sem pa že tebe srečal, ne. Pa je rekel, dajmo Zupan, kvaj je, dajmo tule malo preteč, ne. No, pa smo ga spokali pol, ne, ampak, lej, jaz sem bil še vedno mislim, pač bila mi izkušnja več, bil sem razočaran, ampak lej, pač, če bi tako kot v življenju vse zgodilo, tako kot moraš, bi bil svet nezanimiv, ne. Tako da, Res. pač mora biti vzponi, mora biti padci, mora biti zadeve, od katere se nekaj naučiš. Mislim, dobro je, da se naučiš, ne, da ne ponavljaš napak, ne. Zadeva je bila zanimiva, ker smo pač pred tekmo vsak mogel povedati svoj cajt, ne. In Ja, jaz sem rekel, da bom šel 3 ure, ne. In pol Marko reče, kaj če ne boš šel 3 ure? Sem rekel, nič, pa bom pa 2 korenja pojel, ker zelenjave ne jem, ne. In obljubo sem držal, ne, in sem zvečer po maratonu 2 korenja pojedel. Tako da sem vsaj tukaj zmagal, ker sem držal obljubo. ena mojih najljubših stav je, marsikaj smo še že stavili, takole pred maratoni, ko smo te napovedi pobirali, ja, jaz se spomnim, da sem, ja, na večerji pred maratonom, ko smo vsi grizlali neko solato, pa neko je bil noter, Andrej kategorično razloži zbrani družbi tam, da on pa tega oranžnega vraga pač ne bo jedel in ga ne je, zelenjava pač ni zanj, in pol je bilo idealno, sem rekel, Andrej, če našel, lej, pač kazen mora biti vzgojna. In potem sem cel večer pač tam v gostilni si rekel, okej, ta korenja moram nekje dobiti, letim potem v kuhno, k enemu prestrašenemu Grku, pa sem rekel, 2 carrots, pa me ni razumel, potem sem Google Translate probal tisto prevesti, pa nekako s kelnerjem sva uspela dopovedati, da hočem 2 korena, sicer ne vem zakaj, pa sem rekel, ni važen, ti samo na talarček, pa je rekel, a jih ostrgam ali ne, pa sem rekel, daj, na turih, daj, na talarček, pa tistemu gospodu tamle v kotih nesi, a ne. Ja, malo si bil presenečen, ampak bom rekel, pojedel jih je kot velik fant, a ne, tudi trzno ni z očesom, ja. Tako, kot da bi jaz mogel pol že jesti, približno isto odnos imam do kadilgo korena, tako da tisti maraton je bil na koncu, deva reči, a ne, atenski maraton je upravičil svoj sloves, tako. Je, ni Filipides zastonj umrl. In a boš šel kdaj v Atene? Ne verjamem. V redu je. Lej, jaz sem zdaj kar tako, ne. Pač enostavno, zdajle, ko sem pač malo začel drugače živeti, sem se odločil, da pač enostavno bom obiskal veliko sveta, no. Veliko različnih prireditev pač pogledal, naredil, tako da sem že od lani začel pač malo raziskovati veliko Hrvaško z našim klubom, bil sem v Brionih, Vukovar, Omiš, letos smo bili že na Pagu, na Mars Trailu, Pihaču, na K6, tako da dejansko sem naredil enih 10 tekem, ki jih še nikoli nisem naredil. Grem še letos v Chicago, grem na obalo na 100 kilometrov, lej, Vipava, bomo videli, lej, no, pač. Ampak, se pravim, vse si pa želim narediti v živaškem tempu, no. To mi je namen. Kako hočemo reči, ne, veš, kako bi ti rekel, ne, da po tekmi ne moreš dejansko piva prijeti, ne. Pol škoda, ne. Kaj šele spiti. Po tekmi moraš uživati, ne. Med tekmo, po tekmi, ravno večkrat si omenil Vipavo, s to Vipavo si, bom rekel, zastrupljen, če boš šel gledati statistiko Andreja Zupana na DUV, bo najdel tam noter cel kup enih Vipav, ja, progresivno naraščajo, tam pravično ni proge, ki jo Andrej ne bi pretekel. Zakaj ravno Vipava? Začel si s tvojimi traili pravzaprav v Vipavi, ostajal si potem zvest skozi leta, ampak zakaj Vipava poleg vseh trailov, ker je mogoče bila prva večjih trail prireditev pri nas, morda kaj drugega, ker ti je pač tisto nanoško kamenje res pri srcu? Dejansko jaz sem s trailom sem začel, čist prvi trail je bil Knap. In to je bil res en najhujših trailov mojih, zato ker je bilo -10 stopinj na štartu. Ja. Ampak, lej, se pravim, v živaško narejeno. Dejansko prva 50 je bila pa pol narejena, ja, v Vipavi in enostavno
tukaj se mi je dopadla in organizacija in teren, ker teren je dosti podoben našim Gorjancem, sicer malo bolj skalnat, ampak ne vem, kako bi rekel, kot da ima neko dušo, no. In se pravim, naredil sem 350, 160, 100, pa 100 mil in mislim, da so plani že za drugo leto še enkrat 100, no. Tako da vse je na mestu. Vse je na mestu, tako kot mora biti, od prijav do cilja, do vsega. A si res štartov 100 milko, ja, leta 22 na svoj rojstni dan? Res. 29:40 z glavo na zabavo. Mimogrede, ne, sem da prehitevam, poslušalci bodo pa zamujali in gledalke sploh, ampak vsem še lahko čestitate. Andrej, vse najboljše, ja, praznuješ v teh dneh, kaj ne? Ja, v ponedeljek. V ponedeljek se bom malo postaral na 46, tako da. Pravzaprav jih res ne zgledaš. Kdaj si se zavedel, prej ko sem se menila za tale pogovor, sem se malo hecala, ja, da pač slej ko prej ugotoviš, da nisi več najmlajši, pa da telo pač zahteva svojo regeneracijo, pa svoje pametne pristope. Kdaj si se ti mogoče zavedel, da ja, moraš poslušati svoje telo, ne samo glavo? Dejansko, ja, jaz bi lahko kar rekel, da kar nekako takoj po 40. letu, ne, pa sploh ne bi rekel, da je kot samo telo nekako utrujeno, ne, ker pač še vedno sem delal neke normalne kilometre, delal sem počasne teke, sicer dolge teke, ampak videl sem enostavno pri spanju. Meni je bilo tisto, kar sem spal 6 ur pa pol premalo. In enostavno me je v nedeljo, vsako nedeljo me je povozilo. In sem spal do 10 zjutraj, sicer sem se naspal, ampak ja, nismo več mladi, ne, mislim, počutim se jaz 20 let star, samo pač ne gre, ne, enostavno pogruntaš, rabiš več spanja, tudi pogruntal sem zdaj, da delam pač manj kilometrov, ker mi pač paše najbolj okoli 70 kilometrov na teden, en preprost rekreativc dela po 50, ne, jaz delam 70, pa sem nekako recimo ultraš, ne, ampak meni to paše in tudi zadeva manje več, zadeva drži, no. Jaz zdajle zadnje čase nisem prišel nikoli zmatran na tekmo, ne. In na tekmi dejansko lahko daš tistih 20% tistega, kar ne bi smel dati med tednom, da gori, ne, da so rdeče številke, ne. In ja, dejansko jaz sem štartal zdajle Bihač kar bogi, no, šeroparut sem jedel pred tekmo, ne. Sem rekel, nič, probal bom tam 4:25 držati, vsaj do obrata, 12 kilometra, in pol itak še veter v prsa. Prvi kilometer je bil še tam 4:24, pa je bilo pa kar 4:20, pa 4:20, pa 4:14, pa 4:14, pa 10, pa 8, pa 6, ne. In pol vidiš, da dejansko gre, ne. In pač nadaljuješ, sicer sej pol si bil 190, ampak to je pri meni pač nekako normalno, no, da gre do te mere, ne. Andrej se vrača na pota stare slave, oziroma še malo pa boš polovičko pod uro pa pol, pa smo pa spet tam, ali kaj? Letos lahko povem, sem pač naredil eno neumnost, ne, in pač jaz pač, če naredim neumnost, mene ni sram, jo kar povem, drugmo tudi, ne. Želel sem nekako laufati v Splitu 3 ure 10 maraton, ne, in sem začel z nekimi hitrimi teki in sem še vedno mislil, da sem mlad. Pa sem pogruntal, da nisem, ne, in dobil sem vnetje obeh pet. Zadeva je bila tako slaba, da dejansko sem komaj hodil, tako da pol od kremic do tablet proti bolečinskih, do kurkume, sem nekako speljal, ne. Sem sicer pač jaz, pač ko neko zadevo si zastavim, tako ko si prej rekel, za pač Trško goro, tudi če ne bi mogel, bi jo naredil. Sem po 37 kilometrih, ki sem jih pretekel v februarju, pretekel polmaraton, sicer v 4 urah 7 minutah, kar je zame slabo, drugače pa sploh ni slab cajt, ne. Je bilo pa mučenje, ne, je bilo pa mučenje, ne, veš, ker ni bilo kilometrine, ni bilo ničesar, ne. Zato pravim, da na maraton naj bi šel človek pripravljen, ne. No, lansko leto si šel v Istro, pa si, bom rekel, raztrgal tisto dokaj zahtevno progo, ne, v 3 urah pa 15 minutah, če so že pri tem. Tako, ja. Ampak spet čisto po nesreči, ne. Zdaj, bili smo mi že 2 dni prej, veš, kako malo čevapi, malo smo spili, ne.
In pol mene Aleš Linič kliče, ne, prav, koliko bo šel, ne? Ja, sem rekel, kaj, ne, 4 ure, ne? Prav, veš kaj, za 4 ure ti meni štartino prodal, bom jaz rikverc prelaufal, ne? Veš, pa sem se pa malo zamislil, ne? Jaz sem rekel, neč pol pa treba malo stopiti, ne? In ja, dajmo reči, da je bil to maraton sicer moj rekorden čas, ampak enostavno se mi je vse šlo. Pameten začetek, okrog 5:0, zaključil sem pa tam okoli 40, tako da ja, so mi bili klanci všečni in rad imam klance tudi na maratonu, ne? Ker če si pač pripravljen na klanc, je pač sploh, ko vidiš, da mnogi hodijo, ti pa tečeš in tu z užitkom, te še malo poveliča, ne? In greš še lažje naprej, ne? Se pravi, letos greš ki se izidejo, pa so tekme, ki se ne izidejo, no, ta se je, ne? Se pravi, letos greš v Chicago, kjer je ravnina, ne? Ja? Ja. Ti imaš Ja. pa rad klance za nalašč, ker hočeš izzive, ker hočeš nekaj, kar ti napaše, ali kaj? Ja, recimo, no, se pravim, recimo, da jaz sem človek, ki pač zelo hitro dvignem srčni puls, ne, in jaz ga lahko v dolino edino spustim, na ravnini ga ne morem, ne. In zato meni paše gor dol in gor dol sem jaz najbolj uživam, ne, ker meni recimo Palmanova, Špegel nikoli mi ni pasala, ne, nikoli, ne. In pač zato sem zdaj glih malo testiral tale Bihač, ne. To mi je bila ena pač neznanka, ki sem hotel jo pač narediti, da vidim, na kakšen puls sploh lahko naredim polovičko maratona, ki je pač še vedno nekako v planu za Chicago, da bi 3:10 tekel, ne. Glej, recimo, da pač sem pač začel za 1:35, s tem, da na koncu je letelo in sem pač zaključil 1:32, ampak tisti del, ki je bil zadnjih 5 kilometrov, ne moreš šteti v maraton trening, zato ker pač jaz bi mogel nadaljevati 4:30, ne. Je bil pa puls previsok, tako da bo treba vsaj malo na hitrosti delati, da se pač puls spusti, ne. Ker na 173, v bistvu 176 pulza, ki sem jaz to naredil, ni variante maratona speljati. 3:0:30, to je, ja, zelo velika razlika, ampak vseeno, a ne? Ali te malte pa vseeno žuli, da bi še svet igral vseh moških, nas v srednjih letih je, da bi šli spet ali pa vsaj enkrat maraton pod 3 urami, vsaj takrat, ko vidiš, da še da tisto sezono, pa tudi, če bo treba majčkeno natrgati kaj ali kako, ali si to pač odmislil, pa to ni v prvem planu. Lej, čisto prav jaz bom povedal, ne bom rekel glih, da sem čisto odmislil, je pa res tako, ne. Če se bom te zadeve pač lotil, se bom lotil tako, da enostavno bom čisto na cesti. Treba se pač podrediti, za ta cajt jaz ne vem, no, da boš zdaj glih furov in traile in vse skup, ne, pač je zadeva je, ne, ker s traili pač dobivaš moč v nogah, cesto pa hitrost, ne, ampak lej, mogoče se bo pa sem zgodilo, ne, mogoče se pa kdaj pač poklop zadeva, pa se bo zgodila, lej, ne. Tako da zaenkrat sem še vedno po tej poškodbi trdno prepričan, da bom nadaljeval klance, traile, dolge teke in uživaške teke, no. Brez nekih bruhanj, po domač rečeno, ne. Ja, bruhali bomo še prevečkrat najbrž, ne, od kakšne druge stvari, ampak traili, cesta, ja, ti si eden tistih tekačev, v katerih sem zadnjič enkrat razpravljal, da pač danes je vse več, ja, kot si rekel, traili so fajn, če si mal človek iz Gmajne, človek iz hribov, so traili zate, po drugi strani cesta je pa nekaj, a ne, ki ti da črno na belem, koliko si hiter, recimo, a ne, ti znaš to očitno balansirati, a ne, ti nisi odpisal ne enega, ne drugega, oziroma oboje na en način rabiš kot tekač, ki se na ta način izraža pa izpopolnjuje. Ja, mislim, veš kako, cesta jaz, mnogi prav trailaši, ne, ceste ne marajo, ne, ampak pač, lej, če gledaš na 170 kilometrov, smo imeli kar precej ceste in makadama, ne. In zdaj, če pač tam nisi pripravljen teči, ne, je zadeva lahko slaba, ne, ker pač boš zgubljal, ne. In pač jaz sem še vedno mnenja, da eno in drugo je treba furati, ne. Je pa res, da spet v neki zadevi, ne vem, 80-20, ne, ker jaz se v hosti res dobro počutim. Na cesti pravijo, ne, če na maratonu zahodiš, je slabo, ne. Če pa na trailu zahodiš, je pa to nekaj normalnega, ne. In zato je vsakmu trail bolj všeč, ne. In ta zadeva drži, ne.
Ja. Zato se, pravi cestarji se zmrdujejo na trelaši, da so to sami hodci v hribih, medtem ko se trelaši zmrdujejo na cestaši, da pač so oni prefini, da ne znajo iti mal brez tega, da bi na vsake 2 kilometra jih MPD-nov, tako da lepo, da so ljudje, Jaz sem tudi tak, pa ti si tak, ki združujemo oba svetova in pokažemo, da se da biti, bom rekel, dober na obeh terenih, ali pa v mojem primeru za nič, pa še zmeraj hodiš tja. Pač, tudi če si te zaden, lahko uživaš, pravš, tako, vsaj posebej, če se prijaveš pod drugim imenom. Eno zadevo, ko sem jaz doživel na tvoji nočni desetki, Tam je saj tema, tako. Ploskle so prvemu, vmes ni bilo nič. Pa zadnja punca, ki je prišla 1:47, je imela standing ovation z Joške zven. Jaz mislim, da si je zapomnila za celo življenje, Tako da tudi zadnji ni biti slab, Veš. Bolj zadnji. Je bila sprejeta zelo dobro v cilju, Zelo lepo. Zelo lepo. Velja isto za Ljubljano, pa Radence in tako naprej, tudi veliki maratoni znajo čestitati najvztrajnejšim, Tako da ne se sekirati, če ste zadnji, v cilju vas čaka, mogoče še boljša stvar, kot če ste prvi. Andrej, 100 milka, mislim, to je, ti si jo dal skozi, to mi pavi, to je neka taka spoštovanja vredna, distanca, ki ni za vsakega, kljub temu, da so limiti ponavadi kar, bom rekel, dobrodušni, in dolgi, pa vendarle, 160 plus kilometrov po hribih, ponavadi kar nekaj tisoč višincev, moraš imeti, ne samo kilometre v nogah, ne višince, bom rekel, v pljučih, pač pa tudi malo razdelano, kaj sploh hoče s tem narediti. Jaz ti lahko povem, pač že zaključil zgodbe, Video, ki sem ga objavil, prvič, zadnjič, pa nikoli več, mislim, da tekma definitivno bo kar držalo, ker na 170 km se na 100 km tekma šele začne, Jaz sploh ne bom rekel, da pa ti si lahko še tako fizično, pa ne vem, pripravljen, ampak ko glava enkrat reče, da je konc, In če v glavi nimaš pač razdelano, da pač si želiš ta cilj, mnogi odstopijo, in glih iz tega razloga, ker noga bo šla, mislim, telo je pripravljeno, da bo šlo, ampak ko enkrat glava reče stop, Je pa res, da tle je še zelo veliko dejavnikov v tem, ker če pač hrana ne gre, pa pijača, se to zadeva hitro zaključi, ker jaz sem lani naredil, sicer to je, ne vem, božji čudež, Julijano 100 km sem naredil na 2 gela, v 16 urah, kar je pač, ne vem, jaz, da bi mi to en rekel prej, bi kar podpisal, ker počutje je bilo pa, ne vem, tako gnil se nisem še nikoli počutil, ker dejansko sem bil tako prazen, da v želodcu vse, kar je bilo, so bili napitki, izotonik in Coca-Cola, Tako da slabo v dolino, nimaš moči, ne vem, po mojem, če bi počepno se ne bo stal, In tle so zelo veliki pri teh ultratekih dejavniki hrane in pijača. In če to ne gre, pač ponovadi ne zaključiš, Razen, če si res mentalno abnormalen, tako bi rekel, Pa si ti vadil kaj s to hrano in pijačo, oziroma boš vadil prihodnje na treningih? Dejansko, ker jaz sem delal veliko treningov tam, ne vem, 7-8 urnih, na katerem sem se tam 45 do 1 ure sem se filal s hrano. Tudi, če nisem bil lačen, In tudi Vipava, jaz lahko rečem, da meni se je šla, ne vem, vrhunsko, pač prvi trail po 30 ur, 100 mil, jaz ne rabim popravljati, ker to je to, to je ta čas. Jedel sem dejansko vsako uro, pa od vodne do vodne sem si zadal, da pač spijem oba bidona, tako da na koncu sem še, mislim, da tisti Francozini ali Italijanki, ki je bila tretja, sem mi še pol litra vode šenkal, ker je pač zgrešila vodno postajo in bi bila pač brez, po mojem, 30 do 35 km, Tako da sem bil še tako dober, ampak pač enostavno, takrat sem že bolj počas šel, pa nisem rabil toliko vode, sem še njej pač pomagal, sicer pol do 3. mesta. Prehrano je pač treba trenirati, ker ti pač moje telo je, jaz sem pa pogruntal, 1:45 je prazno.
ne glede na hitrost. In če po uri 45 nekaj ne zaužijem, je pač zadeva pri meni zaključena. Se konča. In je ne moram več nafilati. Ne? Tako da pač uro, pa pol uro 45, vsaj en gel. Ne? Tako da je treba to trenirati. Ne gre drugače. Kaj je, Andrej, Extreme 184? To je pa eno društvo, ki ga pač fura moj prijatelj, v bistvu družba, Tandi, in on je pač, mislim, da zdaj pač številke, mislim, da 7 dosov odvozil. Človek z dušo, človek res ekstremist. Mislim, da je šel tudi lani v Valenciji 2 ure 56. Pa ti lahko povem, ker skupaj treniramo brez vsakega hitrega treninga. On hitrejšega treninga, ko 4:25 nima. Tako da kako je to zvozil, ne vem, ampak pač enostavno ima, ne, to zadeva vse. Imamo pa pač različne projekte, ne, tako da gremo veliko teh gorjancev, raziščemo, pač malo sem, malo tam. Lani sem tudi povabil, pač smo naredili od izvira reke Krke do izliva reke Krke, jaz pa Sandi, tako da 85 kilometrov. En tak lušen projektek, pač ekstremisti smo pač vsi, ne, in pač če je to pa še v društvu, pa ne vem, 5-6 isto mislečih ljudi, da to pač skupaj naredijo, je pa to še zadeva bolj lažje, ne, dosti lažje. Glihal kup štriha, vraš. Ekstremist, tle si se najdel v ultratekih. Zakaj misliš? Zato, ker iščeš svoje meje, zato, ker ti ta, bom rekel, dolgotrajen napor odkriva kakšne tančice življenja, ali zato pač, ne vem, ker se hočeš pomeriti pa videti, ali si boljši od drugih ali ne. Povej mi, kaj ti pomeni ultratek, pa zakaj te tako udirajo v privlači? Jaz bom tako rekel, no, jaz nikoli sebe nisem primerjal z drugimi. Ampak res nikoli. In tudi, da bi imel neke idole, ideale, jih nimam. Pač jaz nekako živim tako, ko si zastavim. Ne? Rad se filam z nekimi izzivi. Ne? In pač, ne vem, pač si zastavim 100 km in pač teh 100 km grem. Ne? Ampak se usedeš na vlak, se peleš v Ljubljano, pa lapaš zdaj, kako? Take fore. Ja, to je bilo 2 let nazaj, decembra. Ja. Ampak pač sicer ajde, jaz bi pač mogoče rad, da tak projekt, ki ga delam, ne bi šel sam, ne? Ampak pač, če treba pač iti sam, sicer mi je tudi en kolega Gregor pač pomagal, da je njih 37 km z mano tekel, ampak se pravim, jaz se nekaj odločim, naredim in grem, ne? Zaenkrat so se projekti vsi išli, pač se pravim, jaz tekme nikoli ne jemljem kot neko tekmo, ne? Jaz jemljem, ampak res jemljem to kot neko druženje, ne? In tudi zdaj smo na Vipavi pač z enim prijateljem laufala prvih 18 km, z enim Hrvatom smo se na 5 km pogovarjala, vse teme in tudi malo sem mu razložil, kako pač ta trail tek poteka, ki je bil njegov prvi. Jaz dejansko vzamem to kot neko druženje in pač v tem sem se najdel in pač uživam v tem, res uživam. Ker če ne bi užival, verjamem, da to ne bi delal. Ja, enkrat sta tudi midva skupaj šla na trail, sicer na Bled si prišel, ja, super je bilo tisto sobotno jutro, ko sva brejski trail, pa še s kolegom enim smo to naredili skupaj, potem si ti še na Bledu nekaj dni dopustoval, ja, spomin imaš lep, ker si potem fasal, še eno bolezen, tako da zmer se boš zapolnil Brd, Bled, ja, in ja, vse tisto, kar je sodel zraven. Veš, kako bom povedal? Jaz mislim, da se je takrat zgodila, ampak res ena prelomnica v mojem življenju, kajti ta mononukleoza me je dodobra spravila na neka realna tla. In ko se pač po 20 dneh, ko nimaš diagnoze, lahko greš od postelje do kavča, pa od kavča do WC-ja. Življenje si že predstavljaš, da boš kar na invalidskem vozičku, da sploh ne boš več hodil, a en mesec nazaj si 120 km pretekel. Lahko rečem, da sem začel drugače živeti. Bolj sem začel na splošno spoštovati sebe, tudi se nisem pol neki preveč naprezal in pač še bolj sem pa začel res delati te dobrodelne zadeve, ker ne vem, če lahko eno zadevo pač, ki jo ti furaš s tem, da uživaš, povežeš še z neko dobrodelnostjo, vemo, da denar je narobe razporejen, ampak če pač lahko ti to vsaj malo predoneseš skupaj, je pa malo boljš, no. Enkrat je bila zadeva, ki me je tudi pač Matej Markovič poklical, ki se je teklo za eno mojo sodelavko, ki je rodila pač dvojčke.
Če bi tekel maraton na 200-metrske kroge v Trebnjem, s tem, da sem imel v planu že 50 Vipavo, potem sem imel tale maraton na 200-metrske kroge, na to smo šli v Plitvice na maraton, ki veš, da ni lahek, 800 višincev. Za zaključek sem imel pa še GM40, tako da to sem vse v mesecu naredil, ampak lej, sem rekel bom, ker pač mi je tudi ta zadeva, pač, ker je bila sodelavka bila pri srcu in sem se pač matral na vsaki tekmi je bilo pač nič prijetnega, ker sem trpel, ampak lej, naredil pa sem in zadovoljen sem, da sem naredil in lej, včasih moraš tudi sebe malo uničiti, da pač ima drug nekaj od tega, ampak je pa zadovoljstvo toliko večje pa, Da nekaj daš tudi na ta način morda, ja. Za koga drugega, Andrej, ti si bil, rekel, železne trebušne mišice, kot vem, se spomnim se te tudi za tem, ko si delal sklece na eni roki, ti si še kar mož je klen, še kar te kalistenične vaje z lastno težo delaš redno in vzdržuješ, bom rekel, tudi moč in mišično maso na vse zadnje. Ja, veš kaj, jaz pa eno aplikacijo imam, po kateri že dejansko kar 10 let delam, tako da zdaj zadnje 2 leti bolj s kettlebelli. Ja, sicer mogoče je šlo tudi kakšna kilca, 2 kilce mišične mase gor, kar mogoče v enem trenutku ni bilo dobro, ampak se je telo zdaj privadilo, tako da dela z malo večjo težo pač teke, ker prej pri 71-72 kilogramih je bilo to res luštno, zdaj pa 74, 75, 76, ko pa je, je pa treba to tudi nositi, veš v klanc, ampak pač zdaj enostavno se je vse navadilo. Uživam v tem, ker delam malo teh vaj, raznih sklec, raznih počepov in pač tudi mnogim sem treninge pisal včasih in sam se pravim. Problem je v ljudeh, ker če ti nisi 120%, da boš ti to naredil, ne boš naredil. Pač mnogi pol so nehali in so pač še nabacili, in to je pol problem tega, ko enkrat nehaš, Konsistentno spraviš, kaj je disciplina, kako ti vzdržuješ pač ta red, to je pač nekaj, kar imaš na dnevnem meniju, to je treba narediti, niti razmišljati, se ti ne da, pa si zmatran, pa naveličan, pa druge stvari imaš za početi, ampak ti si to nekako daš v rutino, tedensko, dnevno in to ti narediš in to je to. Jaz ti tako povedal, jaz sploh ne bom rekel, jaz trening plana nimam že, tako tekaškega, po mojem že na 5 let. Pokliče Sandi, pokliče Erik, pokliče Gregi, gremo čez 1 uro, ajde pa gremo. Kilometrina sploh ni važna, ker itak si pripravljen in pač gremo, uživamo, se menimo in pač, ko se mi ne teče, se pač malo potrenira z utežmi, malo sklec naredimo. Je pa res, da sem pa rad aktiven, tako da pač neko ležanje na posli, na kavču, meni tu nikoli ni šlo. Rad sem aktiven in rad tudi vidim druge ljudi, da so aktivni, če je le možno. Ti bi bil nepopustljiv trener, ja. Imaš kakšne ambicije to zadevno početi, preganjati, sužnje? Preganjati, ja, pa lej, saj jaz lahko rečem, da sem zelo velikim pač tekačem pomagal pač tistim zadevam, ki sem jih jaz zvedel od boljših od mene, Veš, pri meni zadeve nikoli ne ostanejo, jaz pač tiste stvari, ki vem, da so dobre, jih delim naprej in ker pač želim, da ljudje se ne matrajo, da pač uspejo v tistem, kar hočejo, pa spet čim manj škode, tako da je zadeva res pač tudi njemu primerna in pač da proba, se mogoče mu tudi ne bo neki pasalo, Meni je všeč res in organizacija in vse, meni ni težko, 10 ur na en vikend pač za recimo šmarješki tek trasirati, pospravljati, pripravljati. Meni je to užitek, razumeš? Jaz pač športno živim celo življenje in enostavno mi je to nek čist normalen koših, Rad sem aktiven, res sem rad aktiven. No, k sreči, si ti in tebi podobni, prisotni ne samo na Dolenjskem, mesto še kje druge, zato da pač uspeva vsa ta tekaška scena, šmarješki tek si omenil, tam si tudi zraven, že skozi praviš, to je tudi kar fajn dirka, ki je iz nekega gozdnega
cestnega teka zrasla zdaj v trail, v dogodek cel vikend, dajva še povabiti, recimo še ti mal, še ti kakšno stvar povej več, da še kakšnega zavlečeva v Šmarješke Toplice letos junija. Dejansko to je pač en dogodek, ki lahko rečem, ki je mogoče kar malo podcenjen, ne. Enostavno ne vem, mogoče se ljudje ne zavedajo, da je to res en tak pristno narejen dogodek z tem, da ta dogodek delamo res tekači, ki vemo, zakaj se gre, ne. Tako da imamo od pohoda 2-kilometrskega fun runa, 8-kilometrskega nezga taka pač hitrega teka do 19 km traila z 600 višinci in 28 km traila z 800-900 višinci. V lepi neokrnjeni naravi čez Toplice, Klevevš, ob Raduli, drugem najdaljšem potoku, pašta party, vodne postaje, spremljevalni program, kopanje v bazenih, in to vse se dogaja dejansko 8.6. Otroški teki in 9.6. so pač vsi ti drugi teki in trail teki. Štartnina, v kateri dobiš, ne vem, jaz sem bil na marsikaterem teku, zadnje čase so vrečke res prazne, ne. Pri nas dobiš mnogo tega, s tem, da kopanje v bazenu, vemo, kakšna je cena, ne. S tem, da imaš v najcenejšem otroškem paketu, ne, ki je paket cenejši kot kopanje, ne. Veseli smo res, da se pač na en dan spravi skoraj 600 otrok v tek, ne, in v gibanje, že to nam je res, radi bi pa res se trudimo, no, ampak res se trudimo. Se pravi, mene samo trasiranje in pospravljanje in zmeri grem zadnji kot metla, ne. Vem, da zmeri en zaglibi in pač mu pomagaš do cilja, ne, z svojimi izkušnjami. To mene košta pač 10 ur, ampak jaz to naredim res z užitkom in zato, da dogodek uspe in res vabim ljudi, da si grejo to zadevo pač pogledati, ker jaz mislim, da feedback od vsakega, ki je bil res dober in pridite pogledati, no. Pridite pogledati, jaz mislim, da vam bo všeč. Drugi vikend v juniju, je tako? Tako. Šmarješke Toplice, šmarješki tek, ja. Eden od tistih tekov iz nekdanjega dolenjskega pokala, ki cveti in se razvija. Andrej, včasih, ko je pri Alešu Lindiču trenirala še Anja Fink, si tudi ti tekel z njo, ja, poznaš jo kot atletinjo še prej, spremljaš zdaj njen napredek pa njene rezultate? Tako ti bom povedal, da skoraj ne morem verjeti, kaj se res dogaja. Ker dajmo reči, da 3-4 leta nazaj smo še skupaj tekla, ne. Zdaj pa bolj, da ne veš, kakšna je razlika, ne, mislim, saj veš, ne. Tako da res sem ponosen na Anjo, res, jaz sem jo že prej videl kot zelo dosledno punco, ki ve, kaj dela in mislim, da bo rezultate še popravila. Tako da je na dobri poti. Res nenormalni časi, ne vem, sploh ne veš, a vrisko, a Bjoko od sreče, ali ne vem, res noro. To je res držimo pesti, da Anja ostane morda še boljša, no, trenutno najboljša slovenska maratonka, ki ima pred sabo recimo še kar nekaj tekaške kariere. Razveseljuje še naprej. Andrej, uro pa pol se pogovarjava, dajva za konec reči, če bi se vodil kdo tam po tvojih koncih, kje te najlažje sreča na Trško goro, na Trdinov vrh, na Gospodično, na Gorjancih nasploh, na Novem mestu, na štadionu, kje, Andrej, čez teden pa nasploh teče, pa za vikend, pa tako naprej? Poglej, zdaj dejansko, jaz sem se malo iz mesta preselil v Veliki Orehek, to, če mnogi ne vejo, ne vem, malo bližje so Stopče mesta. Veliko zdaj zahajam na Gorjance, veliko imam tudi takih, ne, se pravim, jaz imam zdaj tle take hribe, na desetki izpod 200 višincev ne naredim, ne. Če grem recimo eno cestno 30 kot laufati, je to 800 višincev, ne. Tako da imam res tle trail stezic in cestnih stezic, Gorjance imam 5 km stran, tako da najdejo me, vse povsod sem viden. Če pa se kdo slučajno kdaj kje, kako zadržuje ali kakšen vikend, pa da sem jaz frej, rade volje malo razkažem Gorjance, svoje poti,
imamo res veliko poti, no? In lepih, kratkih, dolgih, karkoli, ne. Enkrat sem tudi z amfibici sem šel, sem jim pač malo zadeve pokazal. Tako da ja, no, glej, če je kdaj kdo, ki je v bližini Novega mesta, rade volje pokliče, jaz si bom čas vzel, seveda, če ga bom le imel, če ne bom pač v službi ali pač na kakšni tekmi. Tako da rade volje poklepetam, rade volje odpeljem, kilometri pa meni je čisto sem, da se gre. Pa na koncu najdeš še kakšen potok, gotov, pa pol skačete v mrzlo vodo, pa kaj tazga, to vem, da si počel. Ja, lej, tole 500 metrov nižji imam en tolmunček lušen, tako da ni problem za mrzlo vodo. Ne, to je bilo zgolj retorično vprašanje, ker vem, da to ti ni tuje. Andrej, povedal si, kaj imaš še letos v planu, športen človek si, energičen, razganjate. Imaš kakšne take dolgoročne plane, imaš kakšno tekmo, ki bi jo, nek svet igral, neki bucket listo, nekih stvari, ki bi jih rad naredil, a greš bolj go with the flow, pa bomo probali to, pa ono. Pa jaz bi bolj zadevo rekel, ja, tako kot si zadnjo rekel, go with the flow. Rad imam neke svoje projekte, ki se jih zastavim, rad bom razširil ta paket tekem, ki sem ti že povedal, da pač bom veliko Jugoslavije imam namen odlaufati, no, mogoče plan tudi, da bi odlaufal vse jugoslovanske maratone. To je en tak skriti plan. Ali čisto vse? Pač, če bo le možno vse, no. Zdaj, kar pač jih je, no. Vse nekaj hrvaških sem že zdrajsal, tako da Crikvenica, Split, Zagreb imam pod okriljem. Ena varianta sicer mi letos bi šel v Bovc, ampak mi terminsko nikakor ne gre, tako da ga imam v planu za drugo leto. Istro sem naredil, Ljubljano sem naredil, pa lahko, jaz sem tako rekel, mladi smo še, tako da jaz mislim, da je še časa dost. Ja, boš imel kar dosti dela, ker teli maratoni rastejo kot gobe po dežju, od Podgorice do Ohrida, do bom rekel, vsako zakotje si ga v misli in organizira že samo v Sarajevu, mislim, da zdaj že kar 2 maratona, pa tako naprej. Ja, tako da, ja, imaš kar nekaj še za podelati. Verjamem, da se boš javljal iz teh svojih podvigov, tako s fotkami kot potopisi, da bomo to spremljali. Andrej, super pogovor je bil tole za konc. Evo, dajva piko na i, še enkrat povabva. Kam vse 18. maja? 18. maja se pravim na dobrodelni tek za celjakaše. 18. maja na center mesta v Novo mesto, kjer bomo 6 ur uživali v teku, 8 ur uživali v hrani, tako da vabim vse dobrodelnejše užitkarje v teku, da se pač pridružijo in da kaj poklepetamo, seveda, ne. Tako, donirajte, ja, na 1919 Celjak 5, ali pa pač flikante Andreju na 18.5. vsak kilometer, ki ga boste odlaufali z njim, ali kje drugje, bo vesel, ja, Andrej, zupan, da je ultra running, karkoli boste vtipkali, najdali ga boste na Facebooku, pofrenite ga, kaj ga vprašate, jaz govoren fant, ja, samo njemu več omenjati korenja. Andrej, prva liga, res. Hvala. Tako. Hvala tebi, Marko, v glavnem smo na vezi, ko pa dejansko pridem na Bled, pa še enkrat odlaufamo magar zimskega BRT-ja. Ja, bova šla kontra, pa takrat se boš izogibal vsem čudnim stvarem, ki bi ti lahko prinesle kakšno bolezen. Hecam se. Dobrodošel, Andrej, pa hvala za danes. Hvala tebi, Marko. Ajde. Uspešno in lepo praznuj. Ajde. Hvala. Čau. Čau.